upam, da ste vsaj toliko uživali v filmu, kot jaz sem danes ga videl tretjič. In asociacija, ki sem bil v tem tretjem gledanju, je, da so nas nekoč v šoli učili, da svet, v katerem živimo, je nekak dedič grške antike in krščanstva. Danes sem dobil občutek, da svet, v katerem živimo, je dedič pravzaprav leta 19 in tega prvega karnevalskega pojava, čemu lahko rečemo protofašizem. Kaj bi rekla na to, kolegica? Hvala za besedo, lepo pozdravljeni. Jaz mislim, da je vtis kar pravilen v tem smislu, da živimo čas dobe po industrijski revoluciji, ki je bila implementirana ravno s prvo in potem drugo svetovno vojno. Da je D'Annunzio se je znašel nekje v nekem mestnem prostoru. Človek, pravzaprav 19. stoletja, imaginarija 19. stoletja, njegov nacionalizem izhaja iz neke pesniške oblike, tudi mi poznamo zelo osebnost, ki ima veliko usporednih z D'Annuncijem, pa ga je morda smiselno omeniti že sedaj, zato da bi se nekako znebili teh motilcev, ko omenjamo D'Annunzija, predvsem v zvezi s fašizmom, ker če želimo razumeti D'Annunzija, je dobro dati fašizem vse zaenkrat malo na stran. Fašizem je čas kasnejšega obdobja, čas reševanja socialne situacije, odvečnega prebivalstva, industrijske dobe. Medtem ko je pravzaprav D'Annunzio italijanski nacionalist, človek pravzaprav starega časa, nekdo, ki skuša ohraniti in nekako afirmirati nacionalno idejo po razpadu imperijev, Avstro-Ogrskega v tem primeru. Ne? In denimo, ker bomo pač seveda lažje gledali iz tega, z perspektive nekega nacionalnega kanona, ki je zmeraj nekako prizanesljiv do lastne seveda pripovedi, ne, zgodovinske, pa si pogledamo tega našega majstra, ne, tega našega pesnika, ki je ravno tako z neko idealistično vnemo okupiral Maribor. Prav tako je dal na glavnem trgu streljati na protestnike, ki so želeli priključitev Maribora Avstriji, in mi to zelo radi pozabimo, kaj šele, da bi o tem učili otroke v šoli. Ne? Tako kot Italijani pač pozabljajo radi na svoje temne plati svoje zgodovine. Ne? In to ni kakšna posebnost samo velikih držav z izkazanimi ekspanzionističnimi interesi, ampak tudi tako majhnih, kot je recimo naša slovenska skupnost. Ne? Tako da fašizem je pa seveda gotovo, ne? Seveda gre za neke prepletene procese, ne? In ne moremo matematično občevati. Seveda se kasnejši fašizem lahko zgleduje tudi po D'Annunciju v smislu, kako pravzaprav nagovoriti množice. Kako nagovoriti množice. Komunizem, fašizem, nacizem so tisti, ki želijo razbiti stanovske družbe. Recimo, čeprav D'Annunzio pride na reko z avtomobilom, on ve, zakaj hoče reko. Kaj je v reki? Industrija je tam. Ne? In prva in druga svetovna vojna, geopolitični premiki za vire, ki jih potrebuje industrijska doba. Nafta, ne? Avtomobili, tovornjaki pride, ne pride na konjih. Ne? Se pravi, razume te zapovedi nove dobe, hkrati je pa še močno ukoreninjen v tem starem času. Pravzaprav na nekih okopih starih elit, nacionalističnih. Ne? Medtem ko vidimo, da ta nova gibanja, ki so bila potem fašizem, komunizem, nacizem, ne, gradijo pa na socialni komponenti.
razvijajo stanovske družbe, rečejo enakost, ne? Tudi D'Annunzio že govori o vključevanju žensk. Ne? Se pravi, eno v nekem takem vmesnem prostoru, ne? Med starim, med novim. Medtem ko grejo ti novi fanatizmi, grejo jasno v enakost. Ženske ven, v javnost, ne? Ker jih industrijska doba potrebuje. Ne? Če želimo množično gibanje, ga potrebujemo na najširšem možnem vzorcu prebivalstva. Ni dovolj, da se angažirajo samo elite. Ne? In še v nečem sta recimo Maribor pa Rijeka zelo podobna. Ne? To, da gre za ta večkulturna mesta nekdanjega Avstro-Ogrskega imperija, ki se seveda v tej novi zapovedi po uveljavitvi nacionalne ideje po prvi svetovni vojni ne znajdejo, zato ker se ne morejo ločiti, nimajo homogenega nacionalnega prebivalstva. Ne? In tako kot v Mariboru še v drugi svetovni vojni ne vejo, kdo je okupator, kdo je osvoboditelj, ne? Toliko manj to seveda po koncu prve svetovne vojne vedo na Reki, kjer seveda je prav tako slovensko, hrvaško, italijansko mešano prebivalstvo. Ne? In prav tako kot v Mariboru je tisto okoliško hrvaško prebivalstvo večinsko podrejeno, je kmečko prebivalstvo in v socialnem pogledu podrejeno tem mestnim elitam italijanskim, tako kot v Mariboru nemškim, ne? Od njih ekonomsko odvisno, ne? In zato seveda se podreja njihovim tudi političnim narativom, kar pa seveda še ne more pomeniti, da so to fašisti. Ne? Zato pravim, bi bilo to zelo poenostavljeno trditi in zato je smiselno vsaj na začetku ta fašizem dati na stran, ker nas moti pri analizi tega pravzaprav politični socialni analizi tega prostora. Ne? In tako kot je recimo tudi za Koroško rekel odličen sociolog svojega časa, čeprav ni bil seveda sociolog po poklicu, ampak pisatelj, Prežiho Voranc, da je na Koroškem, tako velja za Maribor in kot smo lahko videli tudi za Reko, pravzaprav nacionalno vprašanje, socialno vprašanje. Ne? Se pravi, kjer je socialna emancipacija, tam se obrne prebivalstvo tudi na tisto stran, nacionalno. Ne? Zdaj sem pa že zelo dolga. Vredno. Ja, film, seveda je film o D'Annunziu, film o nekih dogodkih, iz katerih se bo počasi rodil fašizem, ampak že ti si omenila, da je tudi film pravzaprav o neki, rečemo temu, poetski domišljiji, ki pravzaprav ustvari način, kako lahko z nekimi idejami, zgodbami zastrupiš pravzaprav množice in potegneš za sabo. Ne? Ja, ker kako se širi nacionalna ideja v 19. stoletju? Skozi to nacionalno emancipacijsko pesem. Ne? Prebivalstvo je nepismeno v tistem času dostikrat s pesmijo, pa prideš do človeka. Ne? Se pravi, emancipacija nacionalne ideje skozi pesništvo. Ne? In tako imaš tudi majster, ne? Je prav tako pesnik. Ne? Ja, pa še marsikoga bi lahko našteli v nadaljevanju, tudi recimo Karadžiča v Bosanski vojni. Ja, že potem kasneje. Ja, ampak tu pa gre za neposredno povezavo s to nacionalno emancipacijo z konca 19. stoletja, ki je potem pripeljala do teh nacionalnih držav po razpadu imperija po prvi svetovni vojni. Ne? Ampak dajmo besedo še Andreju, on se ukvarja z zgodbami in kot ustvarjalec in kot teoretik. Kako ti vidiš pravzaprav pomen narativnosti zgodbenega? Ja, jaz sem definitivno tudi nisem tukaj zato, da govorim o tem, kaj zgodba pripoveduje, ampak kako ta zgodba konkretna, ki ste jo pravkar videli, pripoveduje, in ta zgodba pripoveduje na nek drug način. Jaz bi rekel, da je to tudi razlog, da je ta film, kot je Barbara rekla, tako zelo nepričakovano popularen, ne, ker se je lotil te tematike zelo drugače. Zdaj, žal mi je, da bomo še enkrat omenil fašizem, ne, ampak fašizem je seveda prikazan v veliko filmih. Najbrž je še kdo tukaj v dvorani ali toliko star kot jaz, ali pa toliko zagledan v
filmsko zgodovino, da se spomnim monumentalnega Bertoluccijevega filma 20. stoletje, ki v 5 urah in pol kaže genezo fašizma, ampak to je na nek način film, ki ga gledaš s smokom v grlu, ker so stvari preveč znane. Medtem, ker tle imamo ene stvari, ki so na nek način zelo nov način povedane, in če bi šli skozi to način pripovedovanja, skozi neko določeno teorijo, vidimo, da tle gre za nekaj stopenj nekak posnemanja dejstev. Sam si me lepo upozoril, pa bom kar zdaj te citiral, ti si rekel, da zelo uporabna je tukaj Kerjeva teorija mimizizatora. Najprej imamo neko določeno posnemanje. Tle imamo to posnemanje v tem filmu zelo natančno plasirano na določene zgodovinske kraje, kjer so se stvari dogajale, in vse možne podatke, kolikor jim je meni znano, je režiser leta zbiral podatke, da je naredil zelo trdno podlago. Potem je pa naslednja stopnja, ko se te stvari povedo na nek določen način, naslednja stopnja je, da kakor se stvar pripoveduje, tako nekako tudi nam je dana v uporabo, če temu tako rečem. In tukaj imamo seveda to briljantno potezo, da igra D'Annunzia nekih 11 igralcev, zelo različnih, razen po plešine. Različnih po starosti, po politični orientaciji, po preteklosti. Vmes je pravi Italijan, upokojeni karabinjer, vmes je branitelj, torej predstavnik čist druge, recimo, sfere. In potem nekako tretja stopnja je tukaj seveda, kaj od tega pa mi odnesemo, kaj mi vidimo. Ta druga stopnja včasih ne deluje čisto. En najbolj znanih primerov slovenskih literarnih škandalov v drugi polovici 20. stoletja je pesem Tomaža Šalamuna Zakaj sem fašist, ki jo je objavil nekje v 60. letih, in odpori borcev po celi Sloveniji so ponoreli, ker so jo vzeli dobesedno. Niso razumeli, da tukaj ne gre za njegovo izjavljanje, ampak gre za en prenesen pomen, in na tej tretji stopnji pa je seveda mi tudi ves ta film vidimo drugače. Vsak od nas je videl ta film nekoliko drugače. Italijanska skupnost v regiji je videla drugače, kot jo vidijo pristaši, bi se rekli, pristaši trenutnega predsednika vlade v Zagrebu, in to je avtor tudi že zelo dobro ekspliciral takoj na začetku. Rekel, Italijani so mi rekli, da ne smem preveč govoriti o fašizmu, drugače tega filma v Italiji ne bodo gledali. In to je sam po sebi je dal nek način, kako se da na različne načine videti isto tematiko, čeprav vse ti različni načini izhajajo iz istih, fiksiranih, nesprejemljivih zgodovinskih dejstev. Kajti to je recimo preteklost, ne zgodovina, pa to preteklost interpretira. Ja, Igor Bezinović, avtor, je tudi v enem od javnih nastopov povedal, da je vsako pripovedovanje zgodbe, tudi če bazira na študiju dejstev, vedno neka osebna naracija. In tista čarovnija, ki se lahko zgodi z dobro povedano zgodbo, je, da ta osebna naracija, da se začne podvajati v bralcih, poslušalcih, gledalcih, in to je tista prava moč, zaradi katere bi mogoče zdaj izzval vas v publiki, večinoma ste na nek način povezani s pedagoškim poklicom. Kakšna pravzaprav vi vidite recimo moč, priložnost takšnega načina posredovanja nekih vsebin v šoli, pa recimo, da ni to samo pouk zgodovine. Koliko se vam zdi pravzaprav takšen način prikaza nečesa, kar definitivno sodi recimo v kanon šolskega znanja, v pedagoškem smislu sprejemljiv ali pa problematičen? Kdo bo začel? Ta Maček. Mislim, jaz sem sam sodeloval pri nekih gledaliških reenactmentih, in tukaj vidim v bistvu dosti teh postopkov. In kar se mi zdi ključno pri reenactmentu je, da je vedno jasna distanca od izjavljanja.
Se pravi, če bi bil to igrani film, bi se postavil v neko jasno pozicijo. Če bi bil klasičen dokumentaren, bi imel tudi neko jasno pozicijo, ne? Kot nek vsevedni učitelj, ne vem kaj. Ne? Meni se zdi tukaj zelo v redu, ker je pa dekonstrukcija zgodovinskih dogodkov, vidimo v bistvu stalno distanco med sodobnim časom, med zgodovinskim časom in jaz mislim, da ta odprtost v bistvu omogoča pač veliko interpretacij, veliko nekih diskusij in v bistvu neko odprtost, ko jo lahko pač uporabiš v recimo pedagoškem procesu ali kjerkoli. Ja, čeprav na nek način pravzaprav je to kritika tistega tradicionalnega pedagoškega procesa, ne? Ker imaš učitelja, ki posreduje resnico in tiste, ki morajo to resnico preprosto kupiti. Ne? To je pač nek sodobnejši način, zagotovo primernejši od tega, kar žal še zmerom v šolah prevladuje. Še kakšna ideja? Boš mogoče ti komentiral? Ja, meni je zdaj do misel prišlo, ne? Zdaj, ko sem zagledal, sklepam, da pedagoge pred sabo, ne? Da kako se v bistvu ponuja neka metoda, ki se ji reče seveda igrifikacija. Torej, danes je način zaznave mladih ljudi, mladih ljudi v svetu je ta igrifikacijski način, v katerega so prišli dejansko skozi igranje različnih namiznih, računalniških, kakršnihkoli že drugih iger. In sem se spomnil na nekega teoretika arhitekture, ki je rekel, da Los Angelesa ne moreš gledati statično, če hočeš razumeti njegovo arhitekturo, ampak se moraš voziti okoli z avtomobilom, ker je predviden za tako podoživljanje. In tukaj imamo tudi nekaj tega. Ne? Po eni strani s to igrifikacijo v podoživljanje teh prizorov in sprotno ironizacijo jih udeleženci v njih malce ironizirajo, po drugi strani jih pa tudi udomačujejo, ker jim tako postajajo te čudne zadeve bistveno bližje, kot bi jim bile sicer. Ja, ali tak tip posredovanja informacij sodi recimo k predmetom, kot je zgodovinopisje? Ali je lahko pravzaprav takšna neka ironična distanca problematična z vidika pravzaprav tega, kar si kot cilje postavljamo pri predmetih, kot je recimo zgodovina? Mene sprašuješ? Ja. Mislim, gotovo je na tak način danes smiseln za približanje generacijam, mladim generacijam, ne? Ki so digitalne generacije in so strukturno drugače zgrajene, drugače dojemajo in jim ta akademsko posredovan način zgodovinopisja nikakor ni blizu, deluje in kot neke srednjeveške bukle, ne, ki nimajo zveze, mislim, se sploh ne morejo poistovetiti z ljudmi, ne, se jim zdijo popolnoma tuji, ne. Zdaj zgodovinopisje ne potrebuje pravzaprav te neke ironične distance, vsekakor pa zdaj šolski pouk zgodovine menim, da ni prostor poglobljenih razprav o zgodovinopisju, niti zelo poglobljenega, ni namenjen kurikulum šolski zelo poglobljenemu razumevanju zgodovine, ampak so pač učitelji, učenci, dijaki primorani, da se prebijajo skozi ta nacionalni kanon, se naučijo glavne punkte. Tisti, ki jih stvari bolj zanimajo, se v določene stvari poglobijo v raziskovalnih nalogah in potem v kasnejšem. Niti na fakulteti pravzaprav ni veliko prostora za zelo poglobljeno razumevanje zgodovine, ampak šele v času podiplomskega študija pravzaprav pride do tega, ko si pripravljen na dekonstrukcijo, ne, kot ste rekli, pravzaprav teh nacionalnih narativov, ampak najprej jih je seveda potrebno poznati, ne. In to zelo dobro. To, da nekako postavljamo pod vprašaj neke nacionalne narative, ne pomeni, da iz njih naredimo kaos ali pa da jih popolnoma zrelativiziramo, temveč da jih prej izprašamo, da jih postavimo v drugačno luč
da se postavimo v drugačno perspektivo izven nacionalnega kanona. Recimo Maribora ne moreš razumeti znotraj nacionalnega kanona, ne? Ker potem boš enostavno polovico prebivalstva določil za slovenske nacionaliste, polovico za Nemčurje, druge pa za Nemce. Ne? Tem nisi nič razložil, nič razumel, ne? Ampak v šolah boš pa še zmeraj slišal te izraze. Ne? Zdaj, če se nazaj vrnem in zaključim k temu, ta humoren način podajanja vidim, da je blizu današnjim generacijam, digitalnim generacijam, ki so vajene teh hitrih nekih klipov pa teh TikTok podajanja, ne? In se jim lažje približaš. Ne? Zdaj, tema kot je ta, se jim nasploh lahko približa zato, ker so pravzaprav ti mladi ljudje zelo podobni njim samim danes. Gre za brezperspektivno pravzaprav mladino v času nekega velikega družbenega preloma, ko so njihove poklicne, življenjske, eksistencialne možnosti pravzaprav zelo zabrisane, niso nekako predvidljive. Ne? In taka mladina seveda potem zelo lahko pade v neka avanturistična, množična gibanja. Pravi, danes se lahko mladina nekako poistoveti s temi mladimi fanti, ki so šli z Danuncijem, recimo. Ne? Čas po prvi svetovni vojni, med vojnama je bilo veliko tega mladostniškega avanturizma, ne? Ki je bil na nek način tudi eskapizem, beg pred to trdo realnostjo, ki jim ni omogočala nekega predvidljivega življenja, takšnega, kot so ga bili recimo naučeni od svojih staršev ali pa starih staršev. Ne? Tako si tudi danes, današnja mladina ne more nekako računati na to, da bo preživela življenje tako, kot so ga preživeli njihovi starši, stari starši. Ne? Se pravi v nekih družbah blagostanja, ampak bo njihovo življenje en stalen boj. Ne? Tako kot je bil en stalen boj življenja generacij po prvi svetovni vojni. Ne? In s tem pa seveda spadajo tudi množična politična gibanja. Ne? Ja, na nek način si se zdaj dotaknila, pa tudi že prej Andrej posredno, ne? Pravzaprav vprašanja, čemu naj služi poznavanje zgodovine. Ne? Koliko nam zgodovina omogoča pravzaprav razumeti to, kaj se z nami dogaja ta hip, ne? Tudi razumeti pravzaprav neke predvidljive scenarije prihodnjih razpletov, ker dogodke, ki jih doživljamo, niso od danes, ne, niti ne od včeraj, ne, ampak imajo pač nek daljši lok. Ne, in seveda tisto, kar jaz recimo sem kot učenec, dijak, tudi študent, lahko rečem, pogosto pogrešal, je, da je bilo pač šolsko znanje nekako odtrgano od tega, kar je mene pravzaprav ta hip v mojem življenju pravzaprav zanimalo, zadevalo, vznemirjalo in tako dalje. Ne. In tu se mi zdi pravzaprav, da v šolstvu nismo še naredili zadost velikih korakov, da bi seveda to bariero presegli. Pa ne mislim pravzaprav, da ni pomembno, kaj jaz vem, da od šole vendarle pričakujemo, da bo dala pač neko solidno podlago nekaj objektivnega znanja, tudi razvila določene veščine in tako dalje. Ne? Ampak vendarle, ne, dokler to šolsko znanje ne začneš povezovati pravzaprav z problemi, ki se tebe dotikajo in tvojega življenja, na nek način zadeva ostane mrtva, razen za tiste, ki se pač potem poklicno ukvarjamo z določenim korpusom vednosti. Ne? Ja, mislim, dokler je čas nacionalne države in zgleda, da je še ta država nacionalna kar močna, potem bo ta pouk zgodovine kar zadoščal. Ne? Ko pa bomo govorili zunaj okvirov nacionalne države, ne, potem pa se bo pa tudi pouk zgodovine prestrukturiral. Ne. Tako da do takrat pa za zanesenjake.
Jaz bi mogoče dopolnil z tem, kar velja v teoriji učenja ustvarjalnosti. Recimo v kreativnem pisanju je eno temeljno pravilo, da najprej moraš pravilo poznati, pred ga lahko kršiš. Tle smo v eni podobni situaciji. Ti moraš zgodovino, pred jo začneš ironizirati, najprej poznati, da veš, z katerega gledišča jo ironiziraš. In tukaj v tem filmu konkretnem, o tem ni bilo dvoma, drugače zaidemo v veliko poljubnost, kjer potem ni več sploh stičišč v dialogu. In to se nam danes zelo dogaja, zlasti zaradi tega, ker je ta fenomen nekoga, ki misli, da je nad človek, ki smo ga praktično videli v D'Annunzievem liku, je danes vse bolj in bolj pogost. Zmeraj več družbenih dejavnikov podpira to vrstne, recimo, naravnost sociopatije. Kakšen komentar iz publike? Danes ste nekam bolj tiho kot običajno. Kar? Ja, pač slika je živa, ne? Tele fantiče bi jaz lahko tudi poznal nekje v Ljubljani, ne? Mislim, gre pa zadnji seveda za en, bi rekel, dosti kompleksen prikaz tega, ne? Koliko je pa zadnji dejansko nekega osebno interesnega zavajanja, nekega narcisoida, ki se je seveda na nek svoj način lotil pisati zgodovino nekega mesta ali pa neke pokrajine. In bojim se, no, da znotraj te zaslepljenosti v trenutni digitalni dobi, v tem hipnem zaznavanju novih informacij v mlade populacije, neka globina, neko ozadje cele zgodbe, mnogokrat ne pride do tja, kamor bi mogli priti. Kar se mi nekako poraja, no, kar bi rad v ta premislek dal, no, je to, da mogoče, saj super, da imamo to, ne, ampak mogoče se ta umik začne z umikom neke avtoritete, vzgojitelja, učitelja, predavatelja, mogoče tudi z neprilagajanjem sodobnosti, sodobnih zahtev mladih, oziroma mogoče celo z umikom te avtoritete, ki je pa pač seveda tudi s časom, z družbenim dogajanjem pogojena. No? Skratka, zdi se mi, da današnji način ni to, da iščemo, kako nam bo en film pomagal pri vzgoji in izobraževanju mladih, ampak moramo iti malo nazaj v premislek, koliko tega mi lahko naredimo direktno z njimi. No, to je. Še kdo? Ne, se zdi pa zanimivo, recimo ob gledanju takega filma z nekim mladostnikom, se pogovoriti z skupinico, ta manipulacija, tega odraslega človeka z temi mladimi ljudmi. In če odpremo pri mladih to temo, se mi zdi zelo, v bistvu bi imeli veliko zapovedati. Možnost jim moramo dati, da so tudi oni kritični do nekih zadev, in to so stvari, ki se danes dogajajo pravzaprav v njihovem vsakdanu. Oni morajo biti, rečemo, tiho in potem delajo neumnosti, mogoče tam ne skrivaj. Ampak ta odprt dialog, ko vidijo, da nekdo tako zelo manipulira z mladimi ljudmi in da se v bistvu v sebi vprašajo, kako je to mogoče. In potem jasno pogovor neke osebe, zrele, ki jih lahko vodi. Ja, zdaj, če nekako poskušam združiti obe te dve intervenciji, zdaj seveda tisto, kar se mi zdi, da v naši šoli najbolj manjka,
je prostor za to, da bi mlade spodbujali, da ta svoj način doživljanja, razumevanja predstavijo in se o njem pogovarjamo. Ne? To, če bolj, jaz rečem, prvoosebna izkušnja ali pa prvoosebno doživetje. Ne? Mi smo nekako bili vzgajani v to, da mora biti šola posredovalka neke objektivne vednosti, se pravi nekih tretjeosebnih strokovnih razlag, ne, ki jih posreduje učitelj, ne, in potem preverja, v kakšni meri jih lahko učenci, dijaki reproducirajo. Ne. Zdaj, seveda, umetniški izdelek, kot je recimo film, ali pa če beremo neko knjigo ali kaj podobnega, če bi ostalo samo pri tem, pravzaprav je slab nadomestek prejšnjega načina. Ne. Tisto, kar pa ima kot prednost, ne, je pa dejansko ta, da na tej ravni doživljanja in razumevanja praviloma, če gre za kakovosten izdelek, ne, omogoča različne možne poglede in interpretacije, oziroma jih včasih celo dobesedno provocira. Ne. In tu se nastane tisti presežek vrednosti, ne, v pedagoškem smislu, ki ga v naših šolah pogrešamo. Ne. Jasno je seveda, da se moramo tudi pri teh interpretacijah vedno znova vračati k, rečemo temu, nekim delčkom objektivnih dejstev realnosti, ki jih pač zgodba prikazuje, ne, da se ne oddaljimo od tega, ampak vendarle, ne, ta plus je tisto nekaj, zaradi česar bo tudi znanje ali pa izkušnja, ki jo bodo učenci, dijaki, študenti ob tem dobili, pravzaprav lažje prenešena na tista področja, ki njih pravzaprav ta hip v življenju na nek način zadevajo in se z njimi ukvarjajo. Ne. Še kakšna ideja mogoče? No, to je. Upam, da ne bom preveč iz teme zašla, ampak ko sem gledala film, mi je nekaj šlo po glavi, kar je mogoče malo aktualno, pa me zanima vaše mnenje oziroma mnenje publike, če ima kdo kakšen komentar. V glavnem tu vidimo pač neko zgodbo, ki jo pač piše režiser, hkrati vidimo tudi to zgodbo okupatorja in vse te tisoče in tisoče mladih vojakov, ki mu sledijo goreči v tem boju, ki nasedajo tej propagandi. In se mi zdi, da zdaj vzporedno s tem se danes pač dogaja nekaj rahlo, ne upam se zdaj reči podobnega, nisem ti zgodovinarka, no, ampak se mi zdi, no, da je neka ta militarizacija mladih mal prodira v šolski prostor tudi. Konkretno smo to zdaj videli z vojaškim sejmom, ki je bil v Celju, kamor so šole množično tudi vrtci peljali. Mlade pa me zanima, kakšno je vaše mnenje, kako tukaj mlade pripraviti, kakšna je vloga šole ali pa vloga pedagogov, kako se lotiti tega problema ali pač prinesti to v šolo, kako jih zavarovati, kako jih opremiti sploh. No. Se mi zdi, da je že znotraj šolskega prostora problem, ker se nekako ne strinjamo nujno različne stroke in različni ljudje, v katero smer bi to zapeljali. Kakšna je ideja konkretno? Sem preveč zašla iz teme, ne vem. Mislim, nedvomno je, da s tem početjem, ki ste ga opisali, nekaj udomačujemo. In udomačujemo seveda oboroževanje, in če imamo oboroževanje, kaj bomo z njim, če ne? Pa veste, to so neki določeni družbeni procesi. Zdaj bi pa, prej sem prišel s predavanja Slavoja Žižka, oziroma z nekega nastopa Slavoja Žižka, ki se je sprevrnil v predavanje o bezidu njegove knjige, in je rekel, da zdaj zanimiva je pa ta dikcija, da zdaj nihče sploh več ne pristaja na druge možnosti. Torej je rekel, da levica recimo je prevzela to, kar seveda ni rekel samo, ampak številni pojavljajo, in že čisto prevzela nek militantni, neoliberalni diktat. Saj ne gre drugače, kot da izkoriščamo človeka po človeku, saj ne gre drugače, kot da se oborožujemo in tako naprej. Ne. To je res zanimivo vprašanje, na katerega mislim, da nimamo ne kolektivno, ne individualno še pravih odgovorov. Žižek je vsekakor dal nekaj v pogovor, kar je mogoče res vredno razmisliti. Rekel je, da rabimo
neke karizmatične voditelje. Torej, v šolstvu to pomeni, da morajo biti tudi ti mentori dovolj karizmatični, brez tega ne bo šlo. Karizma seveda zahteva, ne bom bil D'Annunzio zelo karizmatičen, karizma pa hkrati zahteva, da nekoga zaslepimo, potem pa nismo več objektivni, posledimo neki karizmi. To so kar kompleksna vprašanja. S tem ne vem, če si bom lahko pomagala. Ne boste si mogli, ker vam tudi nihče ne more pomagati pri pravem odgovoru na to vprašanje. Ja, jaz mislim, da šola ne more zavarovati v nobenem smislu dijakov ali pa učencev, vse je sama po sebi nek ideološki mehanizem, ne, države. Tako da vsekakor pa pomaga, če se z mladimi pogovarjamo o teh temah in jim pokažemo neke vzporednice z nekimi zgodovinskimi prelomnimi dogodki, temu podobnimi recimo, ne, času, ki seveda najprej udari po mladini, ne, zato ker mladina nima svojega družbenega mesta, si ga šele ustvarja in v tako prelomnih družbenih časih seveda najprej žrtvujemo mladino. To smo videli že recimo v času covida, ne? Ko je bilo to še posebej brutalno, ker je bila pač druga polovica 20. stoletja čas pravzaprav vzgajanja otrok v vati, družbe blagostanja si to lahko privoščijo, ne? In potem prva družbena zaostritev, udarimo po otroku, zaprimemo šole, ukinimo vse dejavnosti, ne? Proglasimo ga za potencialnega bioterorista. Tako, zaprimo ga pred računalniški zaslon in potem 2 leti, 3 leta kasneje od njega zahtevajmo, zdaj bomo pa odzeli telefone. Ne? Kakšna šizofrenija je to? A smo mi avtoritete otrokom? Ne, nismo jim. Nismo jim. Smo jim lahko, če počnemo v takšnem zaporedju tako krucialne stvari za njihova življenja. Nismo avtoritete. Ne? In tu si je treba iskreno pogledati v ogledalo, ne krivde za družbene razmere prelagati na mladino. Mladina se pač odzove svojim mladosti primerno, ne? Odzove se bolj burno, kot bi se, če bi bila stara 30, 40, 50, ne? Ampak problemi, ki jo težijo, so pa enaki kot tisti, ki težijo tudi nas. S tem, da smo mi v privilegiranem položaju, ker smo odrasli, ker imamo svojo eksistenco, svojo družbeno mesto, vemo, kdo smo, vemo, kaj želimo, kaj hočemo. Pa imaš zgodovinskega spomina, ne? Tako. Mladina pa vsega tega nima, zato nimamo nobene pravice obtoževati mladine, jo pripenjati na neke prangerje, ne? Mislim, to je res hinavsko, ne? Če mladini počnemo to. Ja, jaz sem pred časom, no, ko sem razmišljal o tej militarizaciji, pravzaprav pomislil še na eno dimenzijo, ki se mi zdi, da je zelo problematična. Ne? Namreč, ko smo se mi, recimo kot otroci, igrali kavboje pa indijance ali pa partizane pa Nemce, ne? Smo to počeli pravzaprav z doma narejenimi palcami, pištolami in tako dalje, ne? Ki so tisto preomenjeno distanco, ne? Pravi, kaj je igra in kaj je realnost, pravzaprav zelo jasno izražale. Ne? In ko je moj sin, recimo, ki mu nikoli v življenju nismo kupili nobene igrače, ki bi posnemala orožje, ne? Se nenehno igral z pištolami, ki si jih je pač naredil iz Lego kock, kakorkoli drugače, ne? In ko je enkrat žena ponorela, pa je rekla, pa nehaj s takim igram, veš, da je pištola orožje, veš, da z njo lahko nekoga ubiješ, ne? Je pokazal tisto pištolo, je rekel, mami, s tem ne moreš nobenega ubiti. Ne? Ampak to je bil nek drug čas. Ne? Danes se z simboliko orožja in tako dalje mladi srečujejo v pravzaprav zelo realističnih posnetkih, ne? V neki navidezni realnosti, kjer se pa ta pravzaprav estetska distanca ali pa distanca igre, ne, v odnosu do realnosti pravzaprav zabriše. In še posebej tisti, ne, ki imajo interes prodreti za idejami militarizacije, so vešči uporabe takih simulakrov, ne, ki pravzaprav to kritično distanco zelo, zelo utežijo. Ne. In jaz moram reči, da bi bil, kar se tiče
šole in predvsem starosti zelo zadržan pred tem, da se ta tematika na tak realističen način pravzaprav predstavlja v šolah, ne? Oziroma, ko se začne, se je treba to početi z veliko mero previdnosti in pa tudi eksplicitne kritične distance. Ne? Res pa je, da šolski aparat je odraz nekih drugih družbenih silnic, ne? In to, da vojska ponudi nek program in ga šola kupi, ne? Je izven pravzaprav naše moči, oziroma je v naši moči, da rečemo hvala ne. Mi tega ne bomo vzeli. Ne. Pričakovati pa, da bo to na ravni neke uradne prosvetne politike prišlo do teh premislekov in do tega distanciranja, pa tu sem pa tudi jaz pesimist. Ne. Žal ne. Ampak prej bilo še nekaj rok zdvignjenih, verjetno še s kakšno drugo. Da, med gledanjem filma sem zaznal svojstveno karnevalskost, da rečem, način sporočanja morda, da je bil takšen. No, in zadeva se zaključi s pustom. In potem se mi je vse povezalo v zloženko, da je to ena velika pustolovščina. In v tej veliki pustolovščini, kjer vsi lovijo to karnevalskost, me spomnilo na dve zadevi, ki se vežete v vaš začetek 1919-2025, izhodišča. Smo v času velike pustolovščine. Namreč konkretno igrifikacija je šla do te stopnje, da je v ukrajinsko-ruski vojski uporabljajo igrifikacijo v enotah, ki streljajo ene na druge in se točkujejo z številkami igric, pri čemer trdijo, da seveda je igrifikacija, ker to spodbuja vojake, obenem pa ne želijo uporabljati igric za vojsko. Se mi zdi, da je tako eno prečenje. To je eno, in drugo, ki tudi nagovarja na naš čas in na to, da seveda zgodovina, ampak obenem omogočanje razmišljanja, kritična misel, kakorkoli temu rečemo, je moment, ko tale kapetan, ali kaj je že tale mladi bradati pevec, vrže marsikaj med drugim pa tudi kahlo in zgreši. Ta moment pa me spomnil na, pred par dnevi je prišel ven posnetek, ki je seveda AI in je še dodatna igrifikacija vsega tega in obenem je tudi nosi neke označevalce ali pristope, ki se uporabljajo v umetnosti. Je POTUS, s tem tudi Bela hiša, pridelal posnetek, ko on seda, je v tem nekem džetu, vojaškem, ima krono na glavi in se pelje na shod No Kings protest in jim spusti blato, drek po domače. Trump, seveda, POTUS, tale, President of the United States. Skratka, se mi zdi, da ta dva primera sta se seveda mene osebno, verjetno jih je mnogo več, pozvala k temu, da lahko vlečemo te neke povezave med danes, včeraj in to, kaj nas čaka, kje smo zdaj 1925, da lahko mladi seveda razmišljajo včeraj, ampak razmišljajo jutri pravzaprav. Torej, da razmišljajo, se preučim, imam zelo rad zgodovino, ne o zgodovini, ampak o futurizmu, ki ga danes živimo. Jaz bi samo dodal, da je ta karizma, ko ste prej omenili, duh časa je tak, da taki inferiorni ali pa narcisoidni liki uspevajo in tehnologija zdaj omogoča še dodatno, ampak kot je kolega Ivan rekel, obrazec je istine. Pa tudi ljudje smo nažalost isti. Glede zgodovine bi pa rekel to, da sem več svet razmišljal, jaz sem tudi zgodovino študiral, ampak se ukvarjam zdaj z drugim, da je recimo zanimivo, da me je takrat zanimala filozofija zgodovine. Ne? In danes jaz mislim, da še večina zmeraj razmišlja linearno. Ne? Zdaj, da se zgodovina ponavlja kot farsa, je obrambna fraza, ampak tudi začne se preko umetnosti marsikaj kot farsa, pa igra, pa pol neki, ki to posnemajo, ne? Ena na ena, pretvarjajo v neko realnost in večina bere zgodovino kot svetopismo ena na ena,
se je zamišljal enega bredatega gospoda zgoraj. Umetnost je pa pravim tu, marsičem lahko sokriva, ne? Pa ne namenno, ne? Da je nekdo pol te metode pa pristope, recimo uporabi, ne? Za propagando pa vso to tehnologijo, ampak vse je to stvar naše vrste, ki izgleda, da ne napreduje, ampak se giblje od mraka v svetlobo in mislim, da to so se zadnjič zrobil nekaj imela, pa mi je glavo padlo, da gremo v srednjeveški mrak, ne, ker bodo preživeli genialci, ne, kot so bili samostani in se upeljalo to naprej. Večinoma pa seveda to ni linearno, ampak je v moralnem pogledu zelo podlo, nizkotno, ne, če imamo eno gazo, pa jo moramo gledati, pa lahko to preživimo, pa nič ne naredimo, ker nimamo pravičila, da rečemo, da ne vemo za to. Glavnem, niso lepi cajti, ne, je pa, ta film je pa za nas, ki so malo starejši, pa mogoče to kompleksnost bolj razumemo, je neka tudi sprostitev, pa da ogromno razmišljanja, ne, je pa za mlade pa pravi, ne, živijo v nekem drugem svetu, ampak tudi med njimi se bodo razvili genialci, ki bodo peljali stvari naprej, ampak bojim se, da smo zdaj pred nečim radikalnim, ki bo generalno moral spet stresti celo zgodbo, pa cel svet, ne vem, malo črnogledo, ampak realno. Hvala. Super, meni se tudi zdi, da ta film je potrebno si ogledati večkrat in bo vsakič videl drugačno zgodbo. Kaj je poanta? Ker danes, naprimer, ker smo videli to prvič, jaz mislim, da se zato ne oglašamo toliko, ker ne poznamo same zgodovine, zgodovinskih dogodkov in ta film krasno prikazuje preplet preteklosti in sedanjosti. Te dokumentarni posnetki pomenijo, ne vem, več kot vsaka beseda. In kaj jaz mislim, tudi posledice, ki ste prej vprašali, kako bi to otrokom lahko vključili v srednjo šolo, krasno so prikazane posledice, tiste žrtve, poimensko oziroma številčno, koliko žrtev je bilo, z tega lahko povlečajo poante, ne smislu vojne, kakršne koli vojne. In tudi to je lahko krasen primer, da se lahko to pogleda. Drugače pa režiser, ki je tako dobro prikazal zgodovino Reke, ki je pač postala za nekaj časa svobodno mesto, ne, brez mednarodnega priznanja Društva narodov, bi tudi predlagala, tukaj so bili za Maribor, ne, saj imamo možnosti, slovenske režiserje pa pač posnamejo Maribor, pa Rudolfa Maistra in tako naprej, ne. Meni se zdi, da se hrvaški režiser to pač spomnil odlično in na odličen način prikazal to zgodbo, ki pa se žal prehitro pozablja, ker tudi v filmu je prikazano, ne, na začetku. A se spomnite D'Annunzija, spomnili so se ga samo starejši ljudje, ne. In on je umrl leta 38, to pomeni po ne vem, malo več kot 80 letih se ga malo kdo spomni. To lahko zdaj vidimo, kako hitro se ta zgodovina pozablja, ne? In tudi še eno stvar mi je tudi padla na koncu ta karneval. Jaz nisem to razumela kot pustni karneval, jaz sem to razumela kot obletnico praznovanja mesta Reke, da pač praznuje samostojnost, ker v bistvu so bili oblečeni v tiste orlove glave, so vmes bila tudi taka oblačila, ne? In tudi simbolika Rima, naprimer, ki je odnesel 7 vrtnic rdečih, torej naj bi to simbolizirali na ustanovitev mesta Rim, belo vrtnico nad Vatikan, bela barva ne pač predstavljate Vatikan in potem še tisto kahlo, ki je pač nekdo povedal, ne. Tako da meni, kako se hitro te stvari pozabljajo, ne. Niti 100 let ni od tega dogodka in veliko ljudi sploh več ne ve za to zadevo. Karneval je pa pač obletnica, ki so se spominjali na te zadeve in meni nisem imela to za pustni karneval, ampak v tem karnevalu mi je bilo pa zelo pomembno, ker je bila in hrvaška pesem, torej hrvaški jezik in ta italijanski jezik prikazan. Torej na koncu ne gre za neko sožitje, za sobivanje. To je meni tudi bilo zanimivo. Ja, mimogrede, glede na to, da sem poslušal tudi intervju z režiserjem,
ta karneval na koncu je v resnici pravzaprav pusten karneval, ki pa se je tisto leto zgodil poleti, ker je bil to čas korone in so pravzaprav pustovanje predstavili na poletje. Ampak ne glede na to, pravzaprav to ne spremeni tega, kar ste želela povedati. Ne? Pač je predlog za režiserja za Maribor, za koroški plebiscit, da se naredi na tak zabaven način, ker to je bil res en tak zanimiv zabaven način, ki ga si bom večkrat to gledala. Ampak sam fenomen karnevalskosti ima pravzaprav v evropski zgodovini tudi eno specifično vlogo, ne, mogoče Andrej ti, kaj malo o tem poveš, ker gre pravzaprav za en zgodovinsko usidren način pripovedovanja zgodb, ne, ki je imel zelo veliko simbolno moč, ne, in mislim, da do danes ni v celoti izčrpana. Ja, tako zelo na kratko, ker vidim, da že počasi popuščamo. Tako da seveda je namen karnevalskosti to, da nekako mi skozi karnevalsko dejavnost razbijamo tabuje in se tudi nekako družbeno izenačimo. Pod masko smo vsi enaki, če tako rečem. To družbeni sloji se takrat nivelizirajo in stvari, ki so sicer neki tabuji, o katerih se ne da spregovarjati, se v tej obliki lahko. Ja, gre na eni strani seveda za obeleževanje določenih zgodovinsko pomembnih dejstev, dogodkov in tako naprej. Na drugi strani pa pravzaprav za en subverziven moment, ne, ko pravzaprav lahko z obračanjem pomenov pravzaprav razkrijemo tiste odzadnje resnice, ne, in ta karnevalskost pravzaprav v umetniški formi je pač še vedno pravzaprav zelo močno orodje, ne. Dal bi se jo pa seveda vpeljevati tudi v pedagoške procese. Ne. Mi poznamo recimo principe tako imenovane gledališke pedagogike, ne, ko se določene metode, recimo, ki se sicer uporabljajo pri gledališkemu prizarjanju pač nekih zgodb, lahko zelo uspešno prenesejo v pouk in to ne glede na pač kurikularno področje. Ne. Ravno zdaj poteka en mednarodni projekt na to temo, kjer je vključena tudi Slovenija, skratka, in ravno zdaj recimo v novembru bo eno večje izobraževanje na temo, kako z gledališko pedagogiko opremiti pouk naravoslovja. Tako da to je še ena od takih tem, recimo, ki jih konec koncev provocira tudi ta film. Ne. Ob tem pa seveda, da so tukaj mnenja tudi v stroki lahko zelo deljena. Ne. Od recimo jasno izraženih mnenj nekaterih, da so recimo dogodki, kot je fašizem, preveč resni, da bi dovoljevali iz tega delati komedijo, ne, do tega, da pač, ja, ne, da se lahko vsako tako sprevračanje pravzaprav spreobrne v neko obliko propagande, ne, konec koncev gre za močna orodja, ne, s katerimi pa lahko vsiljujete pač neke subjektivne poglede, stališča, ideologije. Ne. In tisto, kar v pedagoški situaciji močno deluje, je vedno nevarno orožje. Ne. Lahko ga uporabite v plus ali v minus. Ne. Tako da samo ta argument, da nek prijem pravzaprav ima večji vpliv, sam po sebi pravzaprav ni samo nekaj pozitivnega. Še mogoče kakšno mnenje? Ja, če ne bi jaz poskušal zaključiti še z eno asociacijo, ki se mi je danes pravzaprav porodila dopoldne, ko sem razmišljal, kako to zadevo peljati. Pravzaprav ta film, ne, glede na to, da vemo, da je eden najbolj gledanih, rečemo temu, umetniških dogodkov v zadnjem obdobju na Hrvaškem, tudi v slovenskem okolju se zelo dobro prijema, ne, je pravzaprav za razumevanje nekega delčka zgodovine uprava eno zelo pomembno pedagoško delo. Ne. Sam po sebi je nek pedagoški akt. Ne.
Začne se pravzaprav z intervjuvanjem meščanov o tem, koliko sploh še vejo o Danunciju in o tej preteklosti, ne, in ugotovimo, da je pravzaprav to znanje, razen enega čudaka, ne, pravzaprav zelo, zelo pomanjkljivo. Ne. Na koncu pravzaprav se izkaže, da je dejansko s tem, da je povabil pravzaprav k pripovedovanju zgodbe nekaj 100 ljudi na Reki, potem delček te zgodbe uprizoril v festivalski obliki, dejansko dosegel eno izjemno povečanje razumevanja pač enega delčka zgodovine, ki je danes pravzaprav še vedno aktualen. Tako da jaz bi rekel, da je take pristope treba pravzaprav jemati z vso resnostjo, jih pozdraviti in jih poskušati pravzaprav vključevati v pedagoške procese. Toliko za danes, hvala in upam, da se še kdaj vidimo.